biti. Timon Leder se je pa tudi potem priključil kot glavni animator in pomaga pri animaciji, da tudi malo dvignemo kvaliteto tudi tega. No. Nekaj si že omenila v tej smeri, ampak vendarle, kateri starosti otrok je film namenjen in mogoče če še malo več poveš o tem, kako se otroci odzivajo na te filme? Ja, zdaj to je še nekaj, kar bomo videli jutri, torej na projekciji 4 delov v enem sklopu. Lansko leto smo prvič videli reakcijo v kinodvorani, kjer smo predvajali prva 2 dela Metulj in Žaba in je bil odziv zelo pozitiven. Fino je, da je taka zelo zanimiva uvodna špica, pesmica, potem pa skozi rime potem spremljajo samo zgodbo in so zelo spremljajo, no, kaj se dogaja. Ni niti za sekundo bilo dolg čas, tako da mi smo bili ful veseli, ker so zelo tiho in mirno in poslušali in gledali, kaj se dogaja. Tako da kaj več bomo videli jutri, kako bo, ko bojo vsi 4 deli, a ne, predvajani. Drugače pa mislim, da jim bo jaz mislim, da jim bo zanimivo in zabavno, no, in da se bojo tudi marsikaj naučili. No. Gre pa za otroke stare od 3 do? Ja, od 3 do 5 bi jaz rekla. Tako. To so zelo majhni otroci. Tudi zdaj imamo drug teden, 17. oktobra bomo imeli premiero v Kinodvoru. Torej v soboto ob 10. Tisti, ki mogoče jutri ne morejo priti pogledati projekcije, si lahko pa vse risanke, torej vseh 6 delov ogledajo v Kinodvoru. V Kinodvoru bojo imeli tudi zdaj program za najmlajše otroke, Kino Balon, kjer v bistvu povabijo in starše in čisto majhne otroke. Torej za plus 3 delajo program in bo tudi potem se kasneje predvajal, no, 2 tedna. Pa nameravate film predvajati v okviru kina, pa še kje drugje, mogoče v kakšnih vrtcih ali kakorkoli? Ja, definitivno je to, da prvo bi štartali z kinodvoranami, potem bi sigurno naredili kakšne programe, ki se predvajajo v vrtcih, to seveda sploh ni izključujoče. Bomo pa zelo veseli, če animacija potuje še malo širše iz slovenskega prostora in mogoče tudi dostopna in prevajana v kakšne druge jezike, da je mogoče dostopna tudi na kakšni video platformi, na drugih televizijah, tako da definitivno je to nekaj, kar še pride. No. Ja. To je potem spet majčken zalogaj s prevodom, sploh zato, ker gre za rime, ker gre za poezijo pravzaprav, ne, jo treba prepesniti. Ja, v bistvu je to kar nek zalogaj, ampak se mi zdi, da bo lažje to, a ne, kakor če bi se sinhronizirala risanka. Mislim, da je lažje, če se samo prevede, pa potem narator prebere v kateremkoli jeziku. To je v bistvu za tuje televizije kar boljš, da je to tako, a ne, kakor da se direktno sinhronizira. In tudi mi smo prevedli že risanke v angleščino in je čist super in fajn izpade, no, tako da je to še najmanjši problem. Pa se že kaj dogovarjate tudi za to serijo s tujimi televizijami? Ja, smo v dogovarjanju, zdaj iščemo televizije v Evropi in distributerje tudi širše in je bil izkažen že kar marsikateri interes, tako da smo ful veseli, no, da se bo mogoče tudi v Nemčiji, na Slovaškem, Češkem tudi risanka pol vrtela in da pač jih vidi čim več otrok, ne, in razveseljuje še naprej. Super novica. Maja Zupanc, veliko sreče z vsem tem in najlepša hvala. Hvala tudi vam za pogovor, za pozornost. Hvala.
Lepo pozdravljeni, nadaljujemo torej s pogovori z ustvarjalci. Včeraj smo imeli ob 14. uri priložnost videti projekcijo kratkih tekmovalnih filmov in moram priznati, da je bilo prav lepo videti ob 14. uri polno dvorano, polno kot seveda omogočajo ukrepi in pa eno res veliko navdušenje nad tistim, kar smo videli prikazano. Seveda se je vse skupaj začelo z vašim filmom Jaz pomagaj in me pravzaprav zanima za začetek najprej, da vas seveda predstavim tule takoj obmejni režiser Bori Levski, potem Anej Levski, oblikovalec zvoka, pa glavna igralka Nika Ojdanič in pa ustvarjalec glasbe Tim Žibrat. Lep pozdrav torej vsem. Kaj lahko rečemo, v bistvu, kar se tiče samega filma, že včeraj smo nekako izpostavili to, kako je sploh prišlo do ideje za nekakšno iskanje dokazov, iskanje po svoji preteklosti, kakšen si kot človek, koliko zločinov si zagrešil, kakšni zločini so še pred teboj, pa sploh ne veš, da si jih zagrešil. Kako si pravzaprav se začel Bori ukvarjati s to neko temno stranjo vsakega od nas? Halo, živijo. Mogoče ne bi rekel s temno stranjo, ampak z našimi notranjimi jazi, ne? Bolj s tem, da tudi recimo v angleščini je I help me, oziroma v slovenščini ni Bog pomagaj, ki ponavadi rečemo, ampak jaz pomagaj, se pravi vsak sam sebi pomaga z raznimi metodami. In v bistvu sem bolj raziskoval to, kako neke potlačena čustva in te stvari, ki bi se mogli sami sabo ukvarjati, kako v bistvu to na nek način prikazati potem tudi drugim, ne. Prvo te tri osebe, ki v bistvu ena igralka odigrala in potem vidimo, da je še četrta in peta in potem tudi v bistvu voice over oziroma detektiv voice je tudi v bistvu smo mi, ampak smo šli na drug spol, da je mogoče še tukaj neka ta dreamlike zadeva, ko se mi spustimo v sami vase in začnemo v bistvu tako, kot da bi sanjali in se nam prepletajo in čustva in vse to. Na kaj si poskušal osredotočiti ob tej trojnosti? Ker se mi zdi, da je to v bistvu nekakšen leitmotiv pravzaprav celotnega raziskovanja v filmu. Kako si poskušal seveda vsako od teh Nikinih plati, ki je prikazala v filmu, izpostaviti in ji dati mesto? Tudi kar se glasbe tiče, kar se tiče nasplošno, se vidi, da so ločnice jasne. Ja, iskreno začetek je bil tak, da je Nina Šušmelj, ki je kostumografijo oblikovala, to so dejansko njeni izdelki oblek in je ona prišla z idejo, da bi nekaj posneli glede tega. In potem, ker je imela samo 3 kose oblačil, smo v bistvu razvili 3 karakterje, ne. In dejansko smo potem tudi in z glasbo in z zvokom in z barvo luči in koloristom smo v bistvu probali čim bolj te 3 karakterje ločiti, zaradi tega, da se ne opazi takoj, da je to ena in ista oseba. Ne, se pravi, da šele takrat, ko vse 3 pridejo pred nas, rečemo, ja, saj sem vedel. Mislim, da si prebral mojo interpretacijo. Dejansko sem se počutil točno tako. Hotel sem vas še vprašati, na kakšen način si, že včeraj smo nekaj omenili, poskušal s to menjavo med temno in svetlo platjo. Po eni strani na začetku se začne film pravzaprav brez slike, dejansko je samo voice over v ozadju in šele čez kako minuto pa pol se dejansko pokažejo prvi izseki. Vse skupaj je v tej nekoliko bolj zatemnjeni atmosferi, potem na koncu pa vidimo tisto meditativno skoraj prebojenje, razsvetljenje v svetlih barvah. Kako je bilo to že na začetku mišljeno kot nekakšen koncept? Mene zelo veseli, da se je dejansko to prebralo, no, ker je bil to cilj. Ni bilo čisto na začetku, ne. Se pravi, ta glavna zgodba, ki je ratala, ni imela tega konca. Mi smo v bistvu sicer zelo hitro potem postavili še ta voice over, ki smo ga mislili čez sliko imeti in sem jaz potem dobil idejo, kaj če bi te čute ločili, ne. Se pravi, prvo samo, da slišimo, potem da vidimo, da začutimo na koži glasbo in potem, da pridemo do tega razsvetljenja. Tudi z barvo smo šli potem vedno svetleje. V bistvu voice over je nek oklepaj tem 3 karakterjem. Želel sem si pa v bistvu malo probati, kako bi bil ta binaural sound system v dvorani. In tukaj nastop Anej, ki sem pa tako absedal.
Ja, in včeraj smo že slišali, Ana, in si rekel nekako, da si poskušal seveda ustvariti v tisti temi atmosfero človeka, ki kroži seveda naokrog, ja. Kar se v kinematografih precej lažje naredi kot zgolj na televiziji, še teže na telefonu. Kaj si poskušal seveda sam izpostaviti in kako si odgovoril Boriju, pa rekel, da se veš, to bomo naredili? Ne, najprej sem rekel, ne, to si pa zdaj vzel. Primer, ja. Mislim, v bistvu sva najprej debatirala sploh, kaj bi lahko, a ne, a bi šli samo v surround sound, ali bi šli še v kaj drugega, ne, in pol je bilo zanimivo, ne vem, a sva slučajno takrat kaj gledala po YouTubu in tako, ne, in je bilo, če bi šli binaural posnet, a ne, dajmo 2 mikrofona, dajmo eno glavo narediti in snemati dejansko, kako nekdo hodi okoli tebe, a ne. Pol je bila še ta ideja, da ti prišepne v uho, ne, spet, da ti še dodatne čute naredi, a ne, se pravi, kakšne goosebumps, kako se že to reče? Kurja polt. Kurja polt, hvala. Tako da, pač, to je bila nekako ena ideja, ne, prvotna, pa smo pa kar začeli. Pač med snemanjem se je potem še kaj porodilo, a ne, pa tako. Pa ste tudi zaradi tega mogoče želeli ravno ohraniti na začetku to temo, da se pač malo bolj izkristalizirajo čuti poslušanja, ne gledanja? Točno to, v bistvu to je bilo, ne, da, tudi malo, da je šok za gledalca, ker koncu se je veliko to dogajalo, ne, ali kaj narobe s filmom, ali slika manjka, ali kaj, ne, dejansko, da se začne to v bistvu spraševati, ne, potem načeloma hitro pogruntaš, mogoče pa to mišljeno tako bilo, ne, začneš poslušati in takrat dejansko v bistvu začneš te čute in te zadeve še bolj zbujati, kot so bili prej, ne. Tako nekako. Res odlično vam je to uspelo, ker dejansko sem se tudi v tem prepoznal, ker vem, da sem imel na začetku problem, sem si mislil, pa kaj je nekaj narobe sliko in potem, ko se je slika pojavila, se mi je zdelo, kjer v bistvu briljant koncept, pa butelj nisi poštekal, ne. Je pa najboljš se pa sliši na slušalkah, no, to žal mi je, da nismo mogli res pripeljati tega tudi v kinodvorano, ne, dejansko tega, koliko je blizu tebe, a ne, tako da vabim še vse, da si to pogledajo tudi pač doma, potem, ko bo to možno, pa na slušalkah, a ne. Tam se res vidi potem v bistvu do potankosti delo, ki si ga opravil. Sliši, pardon, ja. Ja, napačno čutila uporabljam. Nika, kako si sama poskušala seveda v filmu z Borijem sodelovati in prikazati to trojnost, ker se mi zdi, da za vsakega igralca je pravzaprav izjemno težko že eno koherentno osebnost nekako dati na platno, zdaj pa če ti rečejo, da igraš 3 različne, kako si sama videla to in kako si skušala seveda stvari, ki jih obvladaš čist v svojem privatnem, profesionalnem življenju spraviti tudi na platno? V bistvu je tako, da Bori je meni to toliko vivid predstavil, da mi sploh ni bil problem se vsako vlogo posebej pač dati. Kakšne besede uporabo, kaj je rekel? Kako to zgleda, kakšne so navodila režiserja v tem primeru? Ja, recimo, v bistvu s tisto morilsko stranjo samega sebe je pač bil toliko direkten, da je pač rekel, bod čim bolj nora, kakor si lahko, a ne. Rabimo ta nor izraz v tvojih očeh, pač na obrazu in je pač pomagal, no, tako. Še kakšen tak, kako si recimo plesne elemente, te baletne elemente si čisto dodala sama, je to bila že Borijeva težnja? Ja, v bistvu Bori me je najprej vprašal, pač, če imam kaj znanja iz tega. Jaz sem včasih ritmično gimnastiko trenirala, tako da v bistvu je bil balet mečkan upeljan noter, tako da sem se mogla malo vrniti v svojo mladost in pač probati, je bilo ful težko, res vsa čast baletnikom, ker bolečine so bile po 15 minutah orenk, ampak je šlo, no, sej. Še kakšna taka stvar, ki si jo dodala v bistvu čisti iz svojega življenja, recimo te meditativne poze, vse te, tako zelo mi je delovalo prepričljivo. Pravzaprav sem imel občutek, da ste najdeli igralko, ki se je predstavila v 3 različnih osebnostih, ki jih nosi v sebi. Zelo avtentično, 5 seveda. Zelo avtentično in se mi zdi, da na ta način potem začne človek razmišljati, pa sej res veliko dela upravljeno, ampak domnevam, da tukaj brez režiserjeve pomoči, da točen vidi v igralcu, kaj hoče izvleči iz njega ven, je to skoraj nemogoče narediti. Zato me je zanimalo, kako sta sodelovala kot glavna igralka in režiser. Mislim, meni se zdi, da pač, če vse skupaj povzamem, je v bistvu res, da ima vsak vseb ta nek drugi jaz, ne. To boljšo pač plat in to slabšo plat, ne. In v bistvu on je meni to na tak način povedal in sem jaz malo šla na svojo slabšo, pa malo na boljšo, ne, odvisno,
kakšen kader je bil. No. Tako da ni bilo težav, vsaj z moje strani. Kako je Nika se odzivala na vse te v bistvu zelo subtilne nasvete? Jaz se moram res zelo, zelo lepo pohvaliti. Imel sem srečo, ker to, da si je upala toliko iti v vse te karakterje, tudi kar se vizualnosti tiče in pomankanja obleki in vseh teh, s temi krisci in s takimi zadevami, da je iz svoje manekenske poti v bistvu to lahko potegnila, da ni bil problem. Iskanje teh karakterjev, kot je že rekla, ne, vsi imamo to v sebi. Jaz sem probal pač najdeti, kje je to njeno, da to dobimo. Vsi se tako ali pa drugače nekako z meditacijo ukvarjamo, tako da v bistvu ta nek blažen izraz sva hitro dobila. Obstaja en behind the scene fotka, kjer sem jaz kot baletnik, ne, jaz zelo rad kažem, kaj si želim dobiti, pa potem v bistvu z igralci probam priti pol do neke skupne točke, ampak bilo je dost, mislim, po en stran sem se res mogel pripraviti, na kakšen način to izvleči iz nje, ampak po drugi strani pa glede na to, da je to prva igra, njena zgleda absolutno profesionalno in strokovno upravljeno, no, tako da super. Še vprašanje seveda tim, kar se glasbe tiče, moram reči, da pri tem filmu je zelo izpostavljena glasba, v določenih segmentih deluje zelo v bistvu video spotovsko z najbolj pozitivne strani mišljeno in se mi zdi, da tukaj si mogel kot glasbenik, kot nekdo, ki je pač seveda vse skupaj pelal, narediti eno dobro študijo, kako pravzaprav zadržati pozornost vseh teh, mislim, da je 11 minut. V bistvu tako, da na začetku vse, kako smo se lotili z Borjem, je bilo tako, da je on meni film pokazal, koliko se jaz spomnim z eno glasbo, ki je bila podobna, oziroma ne podobna, ko nek občutek že imela, ampak ni pa vsebovala vseh treh karakterov. Teda v tem trenutku sem jaz, če ne druga, vse vedel neko teksturo, ki bi naj spremljala ta film, torej, da se vizualno poveže z zvokom, ker ne nazadnje tudi, če vse tri različne karaktere, oziroma vseh 5 različnih karakterov vzamemo, neka, pa rečemo res tekstura, vseeno se ohranja, no. Ni čisto ločeno, kljub temu, da je zelo prepoznavno, da je 5 različnih. Potem pa je bilo tako, da v bistvu jaz sem sestavil tiste prve 3 teksture, oziroma 3 variante za prve 3 karakterje, ki so bili precej eksplicitni, šele potem smo začeli to postavljati, ker šlo je res za to, kot da bi recimo, če sliko vzameš stran, pa rečeš, evo, te 3 karaktere imamo, kako približno bi zvenela, ampak da še vedno veš, da je isti karakter. In pol iz tistega smo v bistvu sestavljali, ker konec koncev je bilo tako, dostikrat v filmu je tako, da jaz kar že večino filma, pa kar en konkreten del naredim, pa šele potem dobivam feedbacke, tu pa je bilo res tako, da smo precej sestavljali, no. Teda večkrat je prišel Bori, ali pa je prišel z Anejom, ali pa z Leo, so prišli k meni in smo res precej na minuto smo gledali, kje bi kaj naredili. Pa ta prehod malo manj očiten, pa malo bolj očiten, pa recimo tam ko je glih, ko se umor zgodi, ali ja glasba, ali ne glasba, kje se kaj vzame, kje se doda, pa da novi del je spet malo drugačen. Teda je pa res, da je v smer video spota iz tega vidika, da v bistvu povezuje celi čas, ne. Teda ni tako, da gremo dol, pa se pol nekaj dogaja brez zvoka, razen v tistih črnih trenutkih, pa pri umoru, ampak da je pa res tak, ja. Teda, in se mi zdi, da je bilo smiselno za ta film tak narediti, no. Ja, v bistvu šele zdaj ob nekoliko bolj detaljnem pogovoru človek vidi, koliko je vsa stvar premišljena na vsakem segmentu, koliko je bilo v bistvu enega res kreativnega dela vloženega v celoten proces in seveda se to v filmu vidi. Tako da jaz bi se vam še enkrat zahvalil za izdelek, za prikazano. Jaz pomagaj in upam, da se v kratkem seveda z novimi izdelki vidimo na Festivalu slovenskega filma. Čestitke res še enkrat celotni ekipi. Hvala lepa. Hvala. Na pogovoru bomo pa že čez nekaj trenutkov tule imeli naslednje goste in sicer bodo predstavljali kratki film Ja, ja, je. Samo še, da tule zamenjamo mikrofone in obrišemo vse skupaj. Ekola.
eno. Ja, takole kot... Kot obljubljeno torej nadaljujemo s predstavitvijo naslednjega kratkega filma, ki je bil včeraj predstavljen v sklopu prvega tekmovalnega dela. In sicer so z nami ustvarjalci kratkega filma Ja, je, 2 dneva v koledarju ženske. Tule sta režiserka, scenaristka in glavna igralka Helena Pavlović-Križaj in pa Primož Glavič v vlogi prve stranske vloge, igralec, ki smo ga torej tudi včeraj videli v prikazanem filmu. Najprej mogoče zgolj zato, da seveda tudi obvestimo gledalce, ki niso bili včeraj v kinu Komuna. Kaj je zgodba z balonom? Ta zgodba se še danes nadaljuje. Namreč po izobrazbi sem jaz magister psihologije, a veš. In tale film je moje prvo gostovanje na področju umetnosti. Ne vem, v znanosti še vedno ne vejo, kaj je ljubezen, a veš. Pa je super, a veš, da obstaja umetnost. In za ta naš film, ja, so bili neki največji, se veš, inspiracija in navdih neki mladi igralci, otroci, ki nastopajo sicer v zaključni sekvenci, ampak prinesejo tisto luč, tisto svetlobo, a veš, tisto radost, ki jo mogoče danes ne bom rekla samo odrasli, no, ker so že tudi te mlajše generacije vse samo še v koledarju opravili, a veš, in samo še tja gledamo, no, te otroci, ki pa nastopajo v našem filmu, pa so to radost res prinesli. Kot psihologinja pa se pač ne morem strinjati s tem, da otroci tudi te filme, ki so sicer namenjeni odrasli publiki, gledajo, a veš. Tako da za njih je predvidena posebna projekcija, kjer bi se videli, a veš, mogoče bi pokazali kakšno sceno s konjem, a veš, tako da je to njim primerno, no. In ker ne morajo biti zraven, so pa ta glavni, a veš, smo že včeraj prinesli ta balonček. Je pa štorija res zanimiva, no, tako da film resnično ni samo vizualna umetnost, no, veš. To zdaj poznam iz prve roke, iz krvi, a veš, iz občutka, iz srca, a veš, ko sem doživela ta ves proces. Dejansko je film ena taka res neskončna ljubezen, a veš, ena taka neskončni medij. In ko sva z kolegico danes prinesli ta balon, a veš, čez glavno cesto, vele mesta, a veš, kjer vsi brzijo, a veš, vsak svojo brzino, a veš, svojimi očmi, a veš, svojimi hotenji, je zelo zabremzala neko dekle, ime je sicer Margareta, to je na koncu povedala, kje smo dobili ta balon, da ona to danes potrebuje, ker ima njen sin rojstni dan, a veš, in da je naročila ne vem komu vse, od staršev do tete, do moža, a veš, da ne najde tak balon. Tako da, oprosti, a veš, tako da jaz sem imela neverjetne težave pred tem pogovorom, kam bom jaz ta balon spravila, ker imam ogromen avto, ampak ne gre noter, a veš. Simpatično mi je slišati pravzaprav, da v znanosti še ne vejo, kaj je ljubezen in da filmarji smo ste blaženi s tem, ker veste oziroma se ukvarjate s takim fohom. In prav lepo je videti pravzaprav ljudi, ki prihajamo iz drugih poklicev v filmski krog, s tem res zaljubljenostjo pravzaprav esenco filma. Poglej, koliko ljudi je, a veš, 30 ljudi, mi smo imeli res veliko produkcijo, a veš, ogromno nekih različnih ljudi, tako osebno kot profesionalno. Si ti predstavljaš, da bi toliko ogromno različnih ljudi prišlo v nek parlament? Kaj bi se zgodilo? Poglej, nismo bili niti na kavi, a veš, ne vem nič o njih, oni ne vejo nič o meni, pa še ženska, pa režiserka, pa prvič, pa kaj bomo z njo, me razumeš? To so vsa relevantna vprašanja. Ampak potem je pa film tak medij, ko moraš utihniti, razumeš? Kako je pravzaprav, jaz moram reči, da zdaj po tem, kar slišim, prvič, predvsem ta dejstvo, da celotna ekipa pravzaprav ne izhaja iz filmske srednje, da ni imela že predhodnih 1000 in 1000 izkušenj. Tukaj moram takoj povedati, veš, da ti takoj ti vskočim. Ker mislim, da bom dobil odgovor že s tem. Ja, a veš, mačkan je tudi drugače. Torej, ko sem jaz, pač neka želja je bila, veš, za tem, da ta film, prav tak film, ugleda luč sveta, ne. Scenarij je nastajal prek te ceste na JSKD, a veš, in na začetku sem jaz tako
veš, tiska ego mal dela, wow, ful dober, a veš, na seminarju scenaristik, a veš, jaz pa imam zdaj kar nekaj več, kar scenariji so začeli laufati, a veš, neke zgodbe. A veš, ampak to, kar je pa pretresljivo in kar je pripeljalo do realizacije projekta, je pa v bistvu to, da sem se vozila s kolesom domov iz te delavnice, a veš, in sem začela videvati te ženske, a veš. Zanimivo, meni je bilo sicer, hotel sem vprašanje zapeljati si predstavljaš? Vprašanje sem hotel zapeljati v to smer, kako ste pravzaprav lahko prebrodili vse te tegobe prvega filma, ker pravzaprav res marsikaj je za izpostaviti, kar je vrhunsko in se mi zdi to zanimivo, kako ste poskušali dobiti izkušnje, ki jih niste imeli. Prvi problem in zdaj, ko sem se udeleževala vseh teh strokovnih, a veš, programov, z največjim veseljem, mene to vse zanima, a veš, jaz bi še kdaj bila na setu, a veš, ampak film žal ni taka umetnost, da je to dovolj en človek in njegova ideja, a veš. Film je, zdaj bom pa nič rekla žal, a veš, film je taka umetnost, ki združuje tako različne ljudi, a veš, to je prava demokracija, a veš, to je na filmu se res zgodi, ali pa ni filma, saj dobrega ne, a veš. In če ne bi jaz takrat poiskala sodelavcev, a veš, seveda brez studija Virc, a veš, brez vseh zadnjih, a veš, vsake tajnice na njihovem, ker te ne spustijo skozi, če si ti nek začetnik, veš, ne bi bilo, seveda tega filma ne bi bilo, a veš, ampak zdaj moram pa še to povedati. Moj mož je res prodal stanovanje, da smo mi ta film posneli, veš. To je Uroš Križaj naveden kot producent, ampak on je resnično to naredil zame. Vendar ni dovolj denar. Film ni projekt, ni dovolj za dober film. Ti na set ne moreš priti, ti ne prineseš denarja, a veš, ga ni. Če ti ne prideš na film, zbran, predan, z ljubeznijo, me razumeš, bo ta film samo neka informacija in ga bomo gledali, veš. To jaz danes gledam zelo veliko intelektualnih filmov, ampak o tistem, kar intelektualno govorijo, tega na filmu ni. Si lahko samo predstavljamo, a veš, ta intelekt se je danes v znanosti tako osamosvojil, tako je rato aroganten, veš, da potem v bistvu moti ta proces. In tudi, ko sva midva prišla skupaj z mojim direktorjem fotografije, a veš, mislim, z izjemnim mladim fantom, Rok Kajzer na Gode, a veš, on je v ponedeljek magistriral, v četrtek je pa snemal moj film. Si ti predstavljaš, kakšna presija je bila to zanj, da je sodeloval na obeh straneh, a veš, ampak midva sva kljub vsemu, ker jaz snemalno knjigo rišem, veš, na roke, a veš, jo narišem, tako kot se to da, a veš, brez neke tehnologije, ampak on, ker je mlajši fant, ima pa že program, s katerim se to 3D, a veš, vizualizacija naredi. In takrat sva midva šele prišla skupaj. Prej so bili kadri zelo čudni po tem nekem intelektu. A veš, on se je zbal, da ga bom jaz prisilila posneti nek film, ker ne bo prav. Veš, ampak čudni niso bili zato, ker se tako meni zdi, ali pa ker mi je tako lepo. Ampak ker je to zgodba, a to je njena zgodba. Potem se dejansko vključi v proces še nekdo, ki pa ima že te izkušnje in zna tudi zelo dobro zapeljati s svojim vpogledom, s svojim inputom celotno. Film je nad vsemi nami, veš, to je ta demokracija. Hotel sem še Primoža vprašati, kar se tiče seveda igre. Domnevamo, da je Helena bila seveda gonilna sila tako pred kot tudi za kamero, ampak kako je bilo pa igrati v vseh teh prizorih, na kakšen način si tudi sam videl sodelovanje kot igralec, kakšne inpute si dobil tako strani soigralke kot režiserke hkrati? Aha, Preškevar. Jaz bom rekel, da je bilo v bistvu samo sodelovanje precej dinamično. Bilo je nekaj, mislim, ne moram reči, da je bil to tak projekt, kot sem ga vajen, kot igralec. Bilo je nekaj drugačnega, bile so neko prelivanje čustev, izkušenj, ampak vse skupaj je zelo dinamično in profesionalno. Ne glede na to, da je Helena ta film sicer s profesionalno ekipo delala na ta način, je hkrati v bistvu vse igralce oziroma vse nastopajoče v filmu nekako motivirala do te mere, da smo v bistvu posneli nekaj vrhunskega.
Jaz, če samo svojo vlogo pogledam, se pravi, zdaj, ko sem videl film, dejansko odkril, kako globoko sem se spustil v karakter. Jaz danes, če pogledam film, to nisem jaz, to je zelo daleč od mene, ampak hkrati sem. Si kaj trpel? Kot moj tajnik si trpel? Ona je huda, si trpel? Moram reči, da mi je bil izziv. Trpel nisem, zaradi tega, ker je pač to vseeno poklic, tak in drugačen. Malo je bilo treba stisniti, ampak... Najhujša je bila po moje lasulja. Ja, lasulja je bila... Je bila lasulja izziv? Moti, je vroče, je drugačne? Drugače je delati z lasuljo, ampak omogoči, da se v bistvu preleviš v neko drugo osebo. To je pač filmski rekvizit in ti da neko dodatno svobodo v smislu igre. Še to moramo vprašati. Včeraj smo videli res dobro zapolnjeno kino Komuna, veliko dobrih odzivov po filmu. Kakšne sta sama prejela za vaš film? Tudi precej ekipe je bilo z vaše strani in domnevam, da je bilo lepo videti izdelek na velikem platnu v sklopu Festivala slovenskega filma. Ja, jaz bi rekel, da sem prejel v bistvu ogromno pozitivne kritike. Veliko ljudi je poudarjalo, da so jim bili všeč simboli in da so se prav v teh simbolih sredi filma našli. Povedali so tudi, da je v bistvu igralsko navdušujoče bilo gledati v bistvu to, kaj smo ustvarili. Ampak da bi mogli film sigurno še večkrat pogledati, da bi odkrili tisto pravo resnico, ki pač je pa precej bolj globoka. Veš, sam to, recimo, res neverjetni, veš, so bili odzivi. Tako, jaz ne bi tega filma ljudem priporočala za gledati, veš? Ne, veš? Jaz to ne prijateljem priporočala, veš, ta film ima nekaj, veš, moraš sodelovati, veš, ni tako, da sediš takole pa kokice gledaš zraven, veš, moraš sodelovati. Ampak ljudje, ki jih ne poznam, ki so sedeli, veš, za mano, ob meni, veš, sem jim na koncu rekla, pa vi ste doživljali film med tem, ko je film tekel, veš, ne da čakaš na konc, na tisti konflikt, pa razplet, pa kaj da bo, veš, ampak med filmom so se odzivali, veš, to mi je bilo zelo neverjetno, veš, običajno v kinodvoranah tega ne doživim, veš, da sem to doživela ob mojem filmu, je največji poklon, ki je meni možen, veš, in pa sem to mlado dekle vprašala, kako to, veš, da se je odzivala, ne? Je rekla, veste kaj, jaz sem toliko srečna, da smo spet skupaj, da lahko filme gledamo v živo, da tukaj sedim, veš, zgleda, da smo to toliko pogrešali, zgleda, da je to ta korona naredila, da zdaj nimam časa čakati na konc filma. Zdaj sem rekla, zdaj bom pa od prve minute naprej uživala, veš. Lepo slišati seveda vse te pozitivne odzive po filmu. Jaz sem prepričan, da bo takih pozitivnih odzivov še več ob naslednjih filmih, tako da naj bo to začetna pot. Rad bi se še enkrat zahvalil seveda Heleni Pavlović Križaj, režiserki, scenaristki in glavni igralki, ter Primožu Glaviču, igralcu v včeraj predstavljenem filmu. Tako da res vse dobro še naprej in pa veliko pozitivne vneme pri naslednjih filmih, pri iskanju filmske ljubezni, bomo rekli temu tako. Hvala ti najlepša, res. Hvala še enkrat obima. Mi pa smo včeraj v sklopu predstavitev kratkih tekmovalnih filmov videli tudi film z naslovom Mogoče najdem tolažbo v iskanju. Takole pa bomo, medtem ko se še enkrat zahvalimo Heleni in Primožu, pa srečno z balonom. Verjamem, da boste še marsikoga usrečali danes, ki bo tale balon videl. Takole jaz pa že tule k meni oziroma na oder vabim avtorica včeraj videnega filma Mogoče najdem tolažbo v iskanju, Mileno Olip.
Takole nadaljujemo in tule ob meni že Milena Olip. Milena, kako lahko pravzaprav rečemo, včeraj smo videli film po eni strani nostalgičnih posnetkov, najbrž tudi zate. Govorila sva o tem, da so pravzaprav posnetki nastali leta 2013 ob tvojem enoletnem popotovanju okoli sveta, čeprav smo videli izključno posnetke z Nove Zelandije. Kako se je po vseh teh letih porodila zamisel, da ta film dokončati in ga prijaviti na festival? Okay. Jaz sem že včeraj na projekciji omenila, da sem en prvi poizkus tega filma naredila že razmeroma hitro po moji vrnitvi nazaj iz tega dolgega popotovanja okoli sveta in je nastala 20-minutna verzija, katero sem tudi poslala na nekatere festivale, sicer pa ne na festival slovenskega filma. In ni bil glih zelo dobro sprejet. Sem se potem tudi pogovarjala z nekaterimi kolegi, zakaj in kako, kaj je vzrok temu. In smo nekako ugotovili, da je enostavno za današnji čas bil prepočasen, mogoče tudi prepoetičen, da se je premalo dogajalo in sem potem letos poleti dobila en navdih, da ta material še enkrat na novo zmontiram. Posegla sem seveda tudi zelo močno v sliko kot tako, kar smo videli, pa tisti, ki so film videli. In sem ga poslala na festival slovenskega filma in z velikim veseljem potem prejela pošto, da je sprejet v tekmovalni program. A se ti zdi, da je mogoče potrebno bilo teh nekaj let, da se mogoče čustveno distanciraš od tega materiala, ki si ga posnela? Ker vem, da vedno je filmarjem toliko lepo gledati te svoje kadre in nikakor ne vidijo možnosti, da bi ga za sekundo na začetku pa za sekundo na koncu skrajšali, ker to je njihov kadar. A je mogoče teh 7 let pomagalo, da si lažje? Ker mislim, da kaj, z 20 minut si skrajšala na 7. Ja, to krajšanje je bilo kar drastično, ampak tudi boleče. Tudi lahko potrdim vse to, kar si zdaj rekel, ker je pač tudi dejansko pri vsakem posnetku sem nekako vedela, kje sem ta trenutek bila, mogoče tudi celo to, kako sem se tisti dan počutila. In so seveda tudi, je ta čustvena navezanost dana, ampak je potem v eni fazi treba potegniti črto in reči, ok, ta kader za film ni dober ali pa ni potreben in ga je pač treba dati stran. In ja, distanca je zagotovo pomagala, distanca je povzročila tudi to, da sem filmu dala nov naslov, in ki je mogoče rezultat tudi dogodkov ali pa stvari, ki sem jih doživela daleč po tem, ko sem pošla nazaj. Tako da, ja. Rekla si, da si spreminjala sliko. Zakaj? Je bilo to dejstvo tudi tega časovnega obdobja, da je enostavno slika leta 2013 posneta, leta 2020 več ni tako aktualna in se je skoraj boljši jo degradirati oziroma razrušiti? Ali kaj je bil tisti indic, da si se odločila za spremembo? Ta eksperiment sliko je bil bolj nek eksperiment, ki sem ga naredila sama zase, ker se mi je zdelo zanimivo opazovati, kaj se zgodi s sliko, ki je sicer posneta v visoki kvaliteti, ker če to ne bi bilo tako, tudi ne bi bilo možno početi te stvari s to sliko. In sem se mogoče lotila tudi zaradi tega posega v sliko, da sem se naučila za naprej sliko kot tako bolje razumeti. In je to bil nek poučni aspekt samo zase. Zelo zanimiva se mi je zdela tudi glasba, ker pravzaprav neverjetno lepo paše na celotno atmosfero posnetkov. Je ta glasba tudi iz leta 2020 ali je bila že v prvotni verziji? Ta pa je bila že v prvotni verziji in je tudi eno zelo zanimivo sodelovanje. Jaz se z Gabrielom prej nisva se poznala in en skupni prijatelj Štefan Reichmann, ki je tudi že enkrat bil snemalec enega mojega filma Riba, kaktus in Berlin, ki je že kar nekaj let nazaj bil na festivalu slovenskega
filma, on naju je nekako združil in da so se najine poti srečale. In ja, meni se zdi, da je on opravil zelo dobro svoje delo, da se ta glasba in te slike dobro izpopolnjujejo in ja, glasba je dejansko stara tudi 7 let. Pa tudi, kar se vsebinskega dela tiče, na začetku lepo predstaviš, kdo si, kaj si in kakšna je tvoja težava, kar boš naredila z drobižem in na koncu narediš zaključek. Si najbrž želela ta minimalizem ohraniti ali si imela kakšne razmisleke, kako bi mogoče vse in še več vsebine dodala, govorne, pisane, kakorkoli? Ne, to je od vsega začetka bilo tako mišljeno, da je stvar res zelo minimalistična in tudi vsebinsko ali pa po tem, kaj hočem povedati, zelo skromna. Ker se mi zdi, da to, kar povem, je čist zadost. In da je včasih tudi napaka nas filmarjev ali pa scenaristov ta, da probamo preveč spakirati v eno stvar in je včasih bolje, da je malo zreducirana stvar, da lahko tisto bolj pride ven, kar hočeš povedati. Glede na to, da se več ali manj zdaj fokusiramo na stvar, ki je bila posneta torej pred leti, bi me zanimalo, kaj je tisto, kar te pa trenutno, kar se ustvarjalnosti tiče, najbolj drži po konci, kaj je tisto mogoče, kar bomo v naslednjih letih videli s tvoje strani na festivalu? Tudi to je zanimivo, da me vprašaš, ker se izgleda, da si me zasačil v tem, oziroma pišem en scenarij, ki me je zagrabil tudi letos poleti in vsebinsko se ne vezuje na trenutno svetovno situacijo, so to korono, istočasno pa tudi na to majhno gorsko vasico, v kateri prej ko slej živim ali pa spet živim. In ja, se mi zdi, da ko razmišljam o tem, bi najraje kar že skočila in šla v akcijo. Torej, ja, trenutno dejansko pišem en scenarij za en kratek film, katerega upam, da ga bom lahko uresničila. Vsi vemo, da obstajajo na svetu enostavnejše stvari, ko pa najti sredstva za realizacijo filma, kakršnekoli že. V tem se situacija v Sloveniji ne razlikuje bistveno od te na Koroškem ali pa v Avstriji. In sem jaz v tem smislu tudi nekako mogoče še v bolj težki situaciji, kjer sem vendarle študirala v Sloveniji, v Ljubljani in imam te neke filmske povezave v Sloveniji in s to filmsko sceno na Koroškem ali pa na Dunaju niti nimam toliko veliko povezav, ampak sem prepričana, da se bo našla pot in ker si pač to dejansko zelo želim. In ja, če bo šlo vse tako, kako jaz planiram, upam, da se bomo naslednje leto spet videli na tem mestu ali pa kje druge. Se že veselim. Najlepša hvala res za predstavljeni film in čestitke, pa veliko uspeha zdaj pri nadaljevanju misije pisanja scenarija. Najlepša hvala. Hvala, Milena. Hvala. Takole, mi imamo pa seveda še zadnji par, ki ga bomo predstavili včeraj, še 5. film, ki je bil predstavljen v prvem tekmovalnem bloku kratkih filmov in sicer film z naslovom Delčki. Hvala, Milena. Takole, tule pa bom povabil nekoliko bližje Arona Horvata, režiserja, in pa Nežo Zinajić, ki je poskrbela. Ne?
Še zadnji predstavljeni film, včeraj, ko smo imeli priložnost spremljati torej prvi tekmovalni blok kratkih filmov, pa je bil film z naslovom Delčki in tole sta se mi že pridružila Aron Horvat, režiser, in pa Ina Ferlan, ki je poskrbela za kostumografijo. Včeraj smo imeli še nekoliko širšo zasedbo, lahko smo spoznali tudi Teodorja in Ksavra. Moram reči, da je bilo prav simpatično videti, kako se mladostniki odzivajo na to, da se prvič premierno predstavljajo v filmu, res te velike oči in nek zanos. Aron, se bo še vrnila k otroškemu delu, predvsem me zanima, včeraj si razlagal, kako je prišlo do ideje za film. Pravzaprav gre za neko univerzalno vprašanje, vsi se seveda nekako imamo idealizirano podobo naših staršev v mislih in prej ali slej se ta idealizirana podoba rahlo krha. Do koliko daleč se skrha je seveda vprašanje, ampak kaj je bilo tisto, kar je tebe gnalo k temu, da se lotiš projekta Delčki? Ja, v bistvu je pač, se mi zdi, da potrebujemo eno distanco. Da v bistvu, saj jaz sem jo potreboval, ko sem že odrasel in v bistvu sem razmišljal o tem procesu odraščanja. Sem ugotovil, da v bistvu zame je pomenilo oziroma pač ta nek prelomni trenutek je bil, ko so se v bistvu nek ideal starševski se porušil in pač obstajajo recimo trenutki, ko ne vem, spomin, kako se kot otrok na zadnjem sedežu peljem na morje in je oče za volanom in je noč in spim in se zbudim ali predramim za moment in vidim, in vem, da sem v varnih rokah. In potem se dogodijo pač take in drugačne situacije čez življenje, odrastemo in vidimo, da pač starši, katerim smo na ta način zaupali ali imeli pač neko predstavo o njih, se pač porušijo zaradi tega, ker so oni tudi samo ljudje, ker v bistvu smo samo eni odrasli otroci vsi in se v bistvu dostikrat se zgodi, da iz nekega, ne vem, naj bo to egoističen razlog ali pa nezavedno v bistvu pač prizadenemo drugega, ker smo samo ljudje. Dostikrat se to zgodi potem tudi, ko postaneš sam starš, ugotoviš, da so bile vse te podobe, ki si jih imaš kot otroko, ultra, super starših, ki zmorejo vse zelo idealizirane. Definitivno se mi zdi, da je pač to ena fina ugotovitev, mislim, je težka in v bistvu boleča ugotovitev, ampak v bistvu je pa hkrati mi malo odleže zaradi tega, ker potem se zavedam, da sem jaz tudi lahko manj resen v življenju. Dejansko res je nekaj na tem in mi je bilo zanimivo to videti, ker pravzaprav prvič, ko sem videl film, sem bil prepričan, da vem, kam zgodba pelje. To zdaj bojo šli in bom videl tam na Hungaroringu, kako gledajo, eni za Hamiltona, drugi za Vettla. Pol pa v bistvu, ko je prišlo do konca, mi je bilo jasno, da je to tak konec, ki sem ga hotel, zato ker pač vsak od nas je točno to v življenju doživel, prej ali slej neke porušene ideale, kar je bilo pravzaprav dobro. Ravno zato, ker si rekel, lažje shajaš tudi samim sabo. Kako si pravzaprav nekako tudi projekt razvijal? Rekli smo včeraj, da ni bilo to stvar enega leta, ampak kar nekoliko daljšega obdobja. Na kakšen način lahko poveš, je ta postopek trajal? Mislim, da od leta 2017 naprej, ne? Tako, v bistvu pač scenarij je nastal za razpis na akademiji, na AGRFT-ju. Vsak december se zgodi natečaj, Grossmanov natečaj za kratko zgodbo. In v bistvu 2017, ko sem še bil na magisteriju, sem v bistvu prijavil tole zgodbo. Takrat je v bistvu nekako čist nenadoma po ne vem kolikih letih se prebudila v meni, spomnil sem se na, ker v bistvu je povzetek neke zgodbe mojega najboljšega prijatelja za otroštva in neke osebne izkušnje. In sem pač vrgel to na papir in sem prijavil in je dejansko scenarij dobil prvo nagrado na Grossmanu. In potem sem sodeloval z Atalanto, z Barbaro Daljavec. V tistem času smo glihkar zaključili šolo, kratek film in smo rekli, pač razpis je na vratih, dajmo prijaviti in očitno je pač bil dovolj dober, da je dobil podporo Slovenskega filmskega centra. Tako da v bistvu je to definitivno potem pač priprave,
vedeli smo, da je prvič sem delal z otroki in je to tudi, smo vedeli, da bo potrebno dalj časa, da bomo imeli priprave, da bomo imeli vaje, da želel sem si pač delati z otroki, ki so lokalni, želel sem pač, da bo zgodba dvojezična, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da je pač pomembno, da je postavljeno okolje, ki je meni blizu. Sicer jaz nisem z take družine tako dvojezične, kot se to vidi v filmu, ampak ogromno mojih znancev in prijateljev je in se mi zdi, da je to še ena posebnost, ki je hkrati zahtevala to, da pač v lokalnem okolju najdemo otroke, ki govorijo tekoče in slovensko in mađarsko. Meni je to zelo zanimivo pri tvojih delih, ker pravzaprav po eni strani nam ponujaš vpogled v nek del, ki ga recimo vsaj mogoče nekdo iz Ljubljane tega konca, kjer smo mi, niti ne pozna in je zelo zanimivo videti to dvojezičnost, kako pravzaprav funkcionira, po drugi strani pa seveda je to logično, ker je tebi to tudi najbolj domače in rabimo take glasnike, ki nam bodo te določene segmente slovenske družbe znali prikazovati. A bi se sploh znašel, oziroma kako bi deloval tak film, če bi bil posnet, ne vem, predmestju Ljubljane? Jaz mislim, da je to čist nekaj drugega, dejansko zelo živi v tem okolju. Jaz mislim, da bi zgodba je precej univerzalna, tako da bi lahko funkcionirala kjerkoli na svetu, ker gre v bistvu pač v osnovi sporočilnost, je pač to, v bistvu da se ta iluzija zruši, ne, tega ideala, ampak bolj kot ne ta dvojezičnost se mi zdi, da doda samo en bolj žmohno postane, bolj edinstveno, kot se sam izpostavil in se mi zdi, da v bistvu sem hotel sem, da bo pač, ker taki film pač v bistvu nikjer ne obstaja na svetu, ker pač je samo to območje, ker je dejansko slovenščina in mađarščina se mešata kot dva jezika. Res lepo videti tudi ta del Slovenije na tak način prikazan. In kaj lahko rečeva glede samih kostumov? Pravzaprav prej smo nekako slišali oziroma si mi namignila na to, da ste poskušali prikazati to socialno težavo, v kateri sta ta dva otroka, ki seveda odraščata v skrhani, v okolju pač ločenih staršev. Na kakšen način ste poskušali to njihovo težavo glede samih financ, glede neke eksistencialne krize predstaviti s tem, kako sta bila otroka oblečena? Mi smo, ne vem, z Aaronom sva začela tako, da sem ga jaz najprej vprašala, kakšen občutek si želiš pustiti v gledalcu sliko, pa je rekel, želim si, da je poletje, da je vročina, da je toplo, da je vroče in smo najprej nekako določili barve. Pol pa v bistvu smo se sprašvali, koliko ne bi bila to neka sociala, pa do kere mere, pa nismo hoteli preveč, pa tudi se mi zdi, da nekako v današnjem času se te razlike niso več toliko zelo očitne, ker načeloma se da dobiti neke normalne obleke za tako so dosti dostopne. No in smo v bistvu pol šli bolj na to, da recimo, kar se je tudi meni dogajalo, pa kar se vsem mlajšim otrokom dogaja, da nosiš obleke za starejšimi. Jaz sem vedno pač nosila, ne vem, od sestre obleke, pa sem bila sicer s tem zelo vesela, ampak se je pač videla, da so mi kakšne stvari prevelike. No in mi smo hoteli v bistvu na podoben način dati Ksaverju, se pravi mlajšemu, preveliko majico, ali pa ne vem, ko steče ta ven hočetu, da kar on vzame od mame neke natikače tam, zato ker si toliko želi videti očeta, pa se mu mudi, pa nima časa, pa pol tudi tako malo hecen laufa. Ampak se pol to skoraj nič ne opazi v filmu, zato ker se je Aaron pač odločil, da bo šel zelo blizu Teodorju, da si želi neke bližne kadre, pa pač take stvari se zgodijo, to se konstantno dogaja, da se pač pol veliko scenografije, veliko kostumografije se ne vidi, ampak važno je, da ti to imaš, da igralci v tem igrajo, da se drugače počutijo. To je v bistvu ključno. Ja, res je. Dejansko po moje bolj važno, kako bo ta človek reagiral, ko si bo nadel tiste natikače in stekel ven, ali se bo to videlo ali ne, se bo čutilo na izrazu. Je pa zanimivo, si dala istočnico, ker mislim, da sem že nekje slišal, zato da je Aaron pri tem filmu v bistvu šel na zelo blizu igralcem. Da dejansko je bilo malo teh nekih širokih kadrov, totalov na ta način, ampak da si hotel prijeti. Zakaj je mogoče na ta način si poskušal v bistvu še bližje priti?
Ja, v bistvu mi je bilo zelo pomembno to, da v bistvu malo ustvarim to neko klaustrofobijo, neko to pač utesnjenost, malo to nelagodje, da v bistvu se Teodor, naš protagonist, počuti ujetega v tej situaciji, da ne razume. In želel sem tudi v bistvu, da mi preko njega, ker ima zelo močan obraz, zelo izrazne oči, in da v bistvu mi kot gledalci preko njega doživljamo pač to okolje in v bistvu kako on reagira na okolje okoli sebe. To smo se tudi recimo v zvoku igrali z temi ofi, da recimo starši se kregajo izven kadra, da recimo pač tudi svojega bratca nagovarja, velikokrat je v bistvu on, replike prihajajo izven kadra, torej da smo v bistvu z njim in v bistvu mi lovimo neko njegovo reakcijo na to določeno stanje. Pa enostavno tudi pač, ko sem bral scenarij in ko sem se lotil tega, imeli smo pozneje tudi, za sigurno sem tudi posnel nekaj totalov, ampak potem v montaži se mi nekako ni zdelo, da naruši to formo, da naruši v bistvu, naruši ta svet, ta Teodorjev svet, pač želel sem si biti toliko blizu z njim. Je bil kakšen poseben izziv, kar se tiče snemanja, ki pač ni viden na filmu? Ste snemali, ne vem, v kakšnih drugačnih vremenskih razmerah, kot je prikazano, ob nenavadnih urah so odzadaj nekaj tropotal. A je bil kakšen tak poseben izziv, ki si rečeš, takrat smo pa res mislili, da bomo imeli problem? Ker dejansko film ni videti, da bi bilo kakršenkoli šum kjerkoli, ampak mislim, da je to nekaj, kar jaz nasplošno pri Aronu velikokrat opazim, nek moment pedantnosti za detajle, ki naredi potem to stvar tako, kot je. Ja, vsak film je izziv, v bistvu vsak film ima neko svojo specifiko, ne? In na srečo smo se dovolj hitro lotili igre, priprave na to, na cel proces, in je v bistvu delo z igralci, in to je bil mogoče največji izziv, da sem se jaz celo poletje družil z otrokoma, da sta se navadila name, malo smo snemali domače videe in take stvari, tako da smo v bistvu pač res postali prijatelji. To je bila neka osnova, mogoče je bilo to bil izziv, da pač finančni izziv smo imeli, da smo morali res v kratkem času to posneti. In seveda, ko je prišlo do prvega dneva, smo imeli pač takšno situacijo, da smo imeli zelo veliko kadrov za posnet prvi dan in v bistvu tudi ta zaključni prizor je bil posnet prvi dan. In se ekipa še pač ni uigrala, ker pač ponavadi je potrebno en dan, dva, da se v bistvu pač ekipa uigra, da dobimo ritem, da sploh vidimo, kaj delamo. In pač, če bi lahko, če bi imeli finančno okolje, če bi to normalnem filmskem svetu bilo narejeno, bi se najverjetneje tudi kaj pač ponovno posnelo. Ampak smo potem pač film, te momente, ki so bili mogoče manj taki, kot smo si jih zamislili, smo potem pač reševali ali pa pač v postprodukciji. Tukaj je pač pomembno to vedeti, ne? Tukaj bi rad izpostavil to, da si vsi predstavljamo, da se film dela na ta način, da se dobijo sredstva in potem greš posnet zadevo. In v bistvu, ko greš na razpis, se pričakuje od tebe, da ti veš, kaj boš naredil, 100%. In to se mi zdi, da ni prav zaradi tega, ker v bistvu je pomembno imeti idejo, pomembno je vedeti, v katero smer greš, ampak film je en organizem, ki se razvija po svoje in diha. In ti ga ne moreš ukrotiti, je pač mogoče celo malo kot ena reka, ki jo pač pol ti lahko usmerjaš, ampak pač zares ne moreš kontrolirati. In manjka ta prostor, ne? Manjka ta prostor za raziskavo, manjka ta prostor za neko, v bistvu neke teste, naj bodo to tehnični, naj bodo to kreativne odločitve. In to se mi zdi, da je tukaj ima recimo pač kot generalno, če se že toliko zadnjih ne govori o slovenskem filmu, je pomembno bi bilo v to investirati, ne? Da se tukaj da ta prostor v razvoj projekte, da se bo konkretno tem in potem se mi zdi, da se bo tudi nivo in level produkcije pač dvignil za zelo. V bistvu zelo tehtna zaključna misel. Bi pa hotel še kakšno stvar tudi še Ino vprašati, pa sem recimo se spomnil tega, kako si sama včeraj videla
to projekcijo in pa dejstvo, da na koncu in Ksaver in Teodor se mi zdi, da sta bila tam gor na odru presrečna s tem občutkom, da sta prvič na velikem platnu, po drugi strani pa sta bila oba dva zelo avtentična. Mi je bilo zanimivo, da ko je Teodor govoril, sem videl Teota iz filma, ko je Ksaver govoril, sem videl Ksavra iz filma. To se pravi, je bil res tudi casting fajn narejen. Kako si mogoče sama včerajšnjo projekcijo videla, kaj je konec koncev pomenila celi ekipi, da si v sklopu vseeno programa Festivala slovenskega filma na velikem platnu v Kinu Komuna? Ja, to je zelo dobro vprašanje, zato ker mi smo bili vsi zelo veseli in hvaležni, da sta ta dva otroka prišla v našo ekipo. Ona dva in njuni družini sta bili zelo srečni in hvaležni vzajemno. Meni se zdi, pri Aronu je vedno tako, kadar snemamo filme, dolgo časa že sodelujemo, pa on vedno se trudi nekako narediti eno tako prijetno vzdušje. Pa rata taka mal mogoče družina za tisti čas snemanja pa priprav. Fino smo se povezali, pa je bilo zelo lepo včeraj se srečati, pa videti, koliko sta v bistvu res vesela in srečna Teodor pa Ksaver, da sta del tega bila. Pa se mi zdi, da je tudi za otroka ena taka fina izkušnja, ki je v bistvu dosti velika odgovornost, ki sta jo čutila, ampak se mi zdi, da ju je tudi Aron zelo lepo peljal v in skozi to izkušnjo. Tako da, super. Super, res lepo slišati, sem vesel, da sem še to vprašal. Tako da res čestitke za včeraj viden film. Aron, glede na to, da se zdaj, mislim, da že nekaj let zapored iz leta v leto vidimo na Festivalu slovenskega filma, se že veselim, da se naslednje leto znova vidimo. Jaz tudi, hvala lepa. Hvala Aron, hvala Ina še enkrat. Hvala.